To je bil potencialni game over Golobove vlade. Potencialni govorim, največja nevarnost za Goloba, da v to jamo pade, ampak ni. Ko misliš, da si na podnu, je še kakšno nadstropje spodaj, ne? In potem pri Branku Zlobku rečejo, on gre na MNZ zato, ker je bil miličnik. Ampak poslušajte ljudje, ne? To je enaka referenca, kot bi za nekoga, ki ima težave z alkoholom, rekli, da je somelje. To ni to, ne? To ni tedenski, ampak letni safari, ki pa ga še vedno gledajo tako levi kot desni, pa tudi levi in besni. Tokrat pa gotovo tudi Božiček s severnimi jeleni. Pa pastirčki, uštalci in sveti trije kralji. Trubači in harmonikarji. Pa tudi osamosvojitelji. Ja, in tisti, ki jim Slovenija morda ni bila intimna opcija. Vsi dobrodošli. Vsekakor, ne. In najprej čestitke oziroma vse najboljše, ne, ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki ga danes praznujemo v spomin na plebiscit, ki je sicer bil že obletnica 3 dni nazaj, ne, torej 23. decembra, 26. Na moj rojstni dan mimo grede. Lepo. Skratka, 26. so pa razglasili rezultate. Danes nekoliko posebna oddaja, zato tudi gost, urednik portala Zanima.me, našega portala, Rok Čakš, pozdravljen. Dober dan. In danes ne gremo v klasičen tedenski safari, ampak kot že rečeno v letni safari, kjer bomo naredili en rezime celotnega leta, pogledali, kaj je tisto, kar tudi zadnji teden v decembru še vedno odmeva po celotnem letu. Pa morda izziv za vaju, kaj je bil kakšen vtis, ki je najbolj zaznamoval leto, ki se izteka po vaju. Rok, glede na to, da nisi vsak teden z nama, imaš prednost. Ja, hvala lepa. Ne. Zdaj, če bi sklepal po zadnjih tednih, v tisto zadnjih tednih bi imel samo en odgovor. Ne. Torej, Jugoslavija ni več, zdaj gre za Slovenijo. Ne. Ampak politično leto je zelo prelomno, se mi zdi, ne samo za ta mandat, ampak tudi naslednji, ampak dajmo malo iz okvirja pogledati. Jaz mislim, da najbolj šokantna stvar, ki je ti spustila v tem letu, je prodaja Luke Dončića iz Dallasa v Los Angeles, ne? Ker to je pa sporočilo, da v nekem divjem kapitalizmu, ki se ga gre Amerika, pa mogoče tudi v ta smer gre ves svet, ne? Da noben več nihče več ni nedotakljiv. To pomeni, smo kot neko pohištvo, ki danes si tuče ustreza, jutri te pa prestavijo nekaj drugam. Ne? In še ena stvar se mi zdi to ključna, ne? Poteza, ki je bila narejena, ne? Bo šla v zgodovino lige NBA, torej ene najbolj popularnejših, če ne najbolj popularno športno tekmovanje na svetu, kot največji flop v zgodovini, ne? Ker to, kar se je Nico Harrison naredil, ne? In tudi zaradi tega je že mogel oditi, ne? To bo ostalo res zgodovinsko najslabša možna poslovna poteza in Luka Dončić to že dokazuje in verjamem, da bo tudi v prihodnje dokazoval, ko bo Lakersom prstane nosil. Všeč mi je bila ta tvoja metafora kot pohištvo, da on si tukaj, jutri si tam. Edino, kar pa ostaja na mestu in je predvidljivo, je duopol, ki ga imamo v Sloveniji. Zdaj, moj vtis, ne, ob koncu leta je pa tak, da živimo v državi, kjer smo politično polarizacijo pripeljali do, po mojem, skrajnosti in več ne gre naprej, ne. Živimo v državi, ki je ujeta v duopol Svobode in SDS. Moja ugotovitev po 35 letih je, da se je enopartijski sistem zamenjal z dvopartijskim sistemom. Vse tudi najbolj nemogoče in nesprejemljive politične akrobacije je leta 2025. Tudi korupcijo krajo mogoče razložiti s sklicevanjem na početje nasprotne strani. In zdi se mi, da prav živimo v praksi tisti stavek iz Alamuta, ki ga je kasneje Nietzsche v bistvu populariziral: nič ni resnično, vse je dovoljeno. Na oblasti se mi zdi, da sta ves čas dva, ne eden, tisti, ki je formalno na vladi in tisti, ki je formalno veliko večino kariere v opoziciji. Ali če hočete, na oblasti je eden sam. Mož, ki govori z močnim grosupeljskim naglasom, pa ima hkrati skodrane lase. Ne? In rekel bom tako, morda komu ta zadnji stavek, ki vaju je nasmejal, zveni iz mojih ust kot vsi so isti. Ne, jaz sem prvi, ki bo rekel, niso vsi isti, ne? Ampak tisti, ki je formalno na vladi in tisti, ki je formalno največji v opoziciji, sta v političnem inženiringu povsem enaka, ne? In če smo pred več desetletji zamenjali na neki točki črno-belo televizijo z barvno, predlagam, da morda, čeprav za te volitve res nisem optimist, v Sloveniji vendarle poskusimo tudi več barv vključiti v politični spekter. Pa še nekaj, da ne govorim samo o notranji politiki, o družbi širše ob koncu leta zdi se mi,
da živimo v družbi, kjer je v bistvu povedati resnico postalo junaško dejanje, ne, po katerem lahko upravičeno vnaprej pričakuješ najrazličnejše težave in negativne posledice. In tukaj moja čestitka ob koncu leta tudi vama, kot mojima partnerjema, da ustvarjamo tak projekt, kjer je povedati resnico ena od osnovnih vrednot. Ja, zdaj bom dal disclaimer, ne, nisva se zmenila tega, ampak tudi jaz sem si napisal zase stavek, nič ni dovoljeno, vse je Neverjetno. Vse je resnično, ker se mi zdi v letošnjem letu prav opažam to, ko vidiš, bom rekel, kot novinar, ko spremljaš nekoliko bolj od blizu določene stvari in ko vidiš, kako se te stvari potem v širši javnosti oziroma nasplošno, predvsem v medijski krajini, prezentira, dejansko ne znam drugače opisati kot s tem, v smislu nič ni resnično, vse je dovoljeno. Ne, se pravi, pač lahko anketa pokaže eno, mi bomo interpretirali to na nek način, da bo pač naši strani nekako všečno. Lahko nekdo naredi zločin, pa ga bomo interpretirali kot da je junak, oziroma nekdo stori junaško dejanje in bo interpretiran kot zločinc. Ne. Se pravi, to se mi zdi, da je ena stvar, ki je res zaznamovala letošnje leto, da smo šli na tem medijskem področju res v še nižje točko, kot smo že bili, pa si ne bi upal reči, da smo prišli že do skrajnosti, ker sem se v zadnjih v 5-10 letih naučil, da ko misliš, da si na podnu, je še kakšen nadstropje spodaj, ne. Zato tudi bom te prepleciral, Mirko, da mislim, da tudi duopola še nismo pripeljali do skrajnosti, pa nočem sicer, da bi do tega prišlo, ampak si mislim, da smo še dobri, glede na to, da se v Sloveniji še ne streljamo po ulicah, da mislim, da še ne gorijo avtomobili in tako dalje. Ne. To pač, mislim, da ni tako nemogoče, ne, da bi do tega tudi prišlo, če se ta duopol še bolj v skrajnost spravi. Ne? In zaenkrat na srečo nimamo še čisto dvopartijskega sistema, imamo še vedno spekter, ki je na razpolago. Zdaj, kdo ga vzame, kdo ne, je drugo vprašanje, ampak zaenkrat ga še imamo. Ne? No, druga stvar, ki se mi zdi, da je pa kot dogodek, recimo, zares pretresla Slovenijo in me je hkrati presenetila, kako hitro je tudi nehala trest, ne, se pravi smrt Aleša Šutarja, ne, v Novem mestu, mislim, da je bilo to v noči iz 25. na 26. oktober. Ne, zgleden mož, podjetnik, meščan, ne, gostinec, se je odzval na klic svojega sina na pomoč, prišel pred nočni klub, kjer se je sin zabaval in so ga nadlegovali Romi, ne, in nikoli prišel nazaj, ker pač je skupil, ne, zdaj, a je bila zadost ena batina, ali kaj več, še niti policija ne zna čisto točno vedeti, no, ampak skratka, pripeljali so ga v bolnico s hudimi krvavitvami možganov, mislim, da v dnevu ali dveh, mislim, da v nedeljo, potem se pravi iz petka na soboto se je to zgodilo, ne, v nedeljo zvečer, mislim, da je umrl, ne. In jaz sem se spraševal, ne, sploh potem, ko sem bil par dni zatem v Novem mestu na protestu, ki je bil v živo napolnjen, glavni trg Novega mesta do zadnjega kotička, to je bila taka gužva, da se nisi mogel premikati vmes. Mislim, da si prišel iz enega konca trga na drugega, ne vem, pol ure do 1 uro tistega res natlačenega premikanja. Ne. In sem se sprašal, a je to zdaj, bom rekel, ta novi sad moment za Slovenijo, ne? Se pravi, ko se je lansko leto novembra zrušil nadstrešek v Novem Sadu in še zdaj potekajo protesti v Srbiji, ne? Proti korupciji. Ali bo to tisti moment, ko se bo Slovencov pač odpeljalo in bo zahteval nekaj več, ne? In se to, se mi zdi, ni zgodilo. Šel bi nazaj na ankete, ki si jih prej omenil pri nekem opisu splošnega stanja pa stanja duha v državi. Opisuješ o jeznem trgu Novem mestu, kjer se praktično od gneče ni bilo možno premikati. Zanimivo mi je, ne, kako tega jeznega trga v Novem mestu niso zaznale ankete. Te mase ljudi ankete ne zaznajo. Očitno je statistična napaka bistveno večja, kot piše v drobnem tisku teh agencij. Ne. Sicer bi se pa tudi jaz na tej točki in pogledal z vidika družine. Jaz sem razmišljal zdaj predvsem o tem, kako je njim. Ne? Se pravi, prva seveda tista najglobja rana in travma je sama izguba očeta, brata
in tako naprej, partnerja. Ne? Drugo travmo so po mojem doživeli v trenutku, ko je politika mrcvarila to zakonodajo, tako imenovani Šutarjev zakon, že zaradi tega, ker se je pač nek populistični politik, ki nam vlada, odločil, da bo ta paket poimenoval po pokojnem. Ne? Tretja travma so bile govorice, da v priporu ni pravi. Četrta travma, ponovljena za to družino, zamenjava v 8 tednih že drugi osumljenec v priporu. Ne? In sprašujem se, koliko travm še, ker na drugi strani te ljudje, ki v salonu sedijo kot koordinatorji vladne romske problematike, ne, niso utrpeli nikakršne travme. Ne? In mislim pa, da cel ta golaž, ne, če ga skrajšam, je posledica in vse te ponovljene travme za družino so posledica recimo enega ministra, ki se je v parlamentu med interpelacijo trkal po prsih, medtem ko je poudarjal lojalnost kot glavno valuto, ne? In njegovega generalnega direktorja policije, za katerega smo v neki drugi kazenski zadevi izvedeli, da je družinski prijatelj ministra in njegove vodje kabineta. Vse to pa je v resnici simptom Roberta Goloba. Ne? Ja, tu, zdaj si prišel do prave točke, jaz mislim, da to širše kot minister, pa vodja policije. Ne? Odlično si opisal to družinsko tragedijo, to je zagotovo mora biti na prvem mestu to vprašanje. Ampak čas je tudi, da povemo nekaj o političnih posledicah, ker ta dogodek je bil politična prelomnica mandata in tudi za prihodnje. Zakaj? Ker to je bil potencialni game over Golobove vlade. Potencialni govorim, največja nevarnost za Goloba, da v to jamo pade, ampak ni. Ne? Zakaj ni? Ampak zakaj je bilo to nevarno? 3 leta so zanemarjali problem. 3 leta ignorirali, zasmehovali, cancelali tiste, ki so prišli z rešitvami, župani. In ko je prišlo do dogodka, ki je posredno lahko posledica tudi tega, da te stvari niso bile prej reševane, ni odgovornosti prevzel tisti, ki je ključen, in to je oblast, politična oblast, ampak je to situacijo obrnila v sebi prid izredno spretno. Z političnega vidika je treba reči, da so izredno spretno to izpeljali, iz enega ekstrema so skočili v drugi ekstrem. Prej so bili največji zagovorniki človekovih pravic, pozitivna diskriminacija, gor pa dol. Do tega zdaj je pa treba z represijo pa udariti, pa tak zakon, ki krši še potencialno kup drugih pravic, ki nikoli ne bi, da bomo mi politično preživeli. In to jim je odlično uspelo, ampak ne samo po njihovi zaslugi, je po njihovi zaslugi, ker je bilo pomembno, da so v tem času konsolidirali medijsko sceno, kar bomo mogoče kasneje. Ampak bistvena stvar to je bila, da tisti akteri, ki bi mogli tukaj skočiti, niso. In to je, da sem konkreten, Vladimir Prebilič. Vladimir Prebilič je imel 14 dni ali pa en teden prej zdaj, kongres stranke, nove stranke, ki stopa na politično sceno. Župan, ki je nosil zastavo opozarjanja težav proti romski problematiki, bil je na čelu tistih, ki so vložili zakone, ki so odpravljali težave, ki so se tu pokazale. In v trenutku, ko bi on moral zavzeti proaktivno držo, povedati, da je alternativa temu ne samo na desni, ampak tudi na levi, se je skril, ga ni bilo. En mesec ga ni bilo. Temu je prepustil svojemu potencialno največjemu konkurentu na levi strani, da je on na tej temi prosperiral in na tej temi preživel. Ker ključno vprašanje je bilo javnomnenjsko, odlično si ugotovil, ne? Da se ni poznalo, in to je bilo ključno vprašanje za Goloba. Golob si ne more privoščiti, da pride v zadnji del kampanje izenačen z ostalimi tekmeci na levi, ker se mu bo zgodilo enako kot Miro Cerarju leta 2018, kjer so drugi potegnali, kadar je bilo izenačeno. Njegova strategija, cela strategija njegove politike je, da pride v finiš z prednostjo pred vsemi ostalimi, in na tej točki se je odločilo in to točko je preživel, in zato je v veliki prednosti pred prihajajočimi volitvami in z veliko možnostjo, da dobi še en mandat. Ni zagotovilo, ker lahko se še marsikaj spremeni do volitev, ampak on bi lahko bil dead fish v tem trenutku. Samo še to dodam, ker sva prišla do točke Roberta Goloba, ne, je v enem nedavnem bulvarskem rumenem intervjuju omenil, da je tak značaj, da vedno zelo dobro spi, ne glede na dogodke dneva. Vprašam ga, ne, ob misli na soprogo, ki jo je obiskal kot del svojega političnega inženiringa, ob misli na sina, ki mu je oče umrl na rokah, ali res, predsednik vlade, tako dobro spite? Ja, zdaj, jaz mislim, da tukaj je Robert Golob uspel izjemno spretno izkoristiti to tragedijo, zlorabiti celo bi si upal reči ta izraz. Zamočilo je pa več faktorjev. Definitivno Vladimir Prebilič, se strinjam, točno
točno na tak način, kot si rekel. Ne samo to, da je zamudil, 18. oktobra je imel kongres, 25. oktobra zvečer se zgodi incident, in potem praktično vsaj en teden ga nismo videli. Ne samo, da je to zamudil je še potem 2-3 tedne kasneje, ko so v Kočevju, torej v njegovem domačem kraju, kjer je bil dolga leta župan, Romi pretepli dijaka pred zdravstvenim domom, spet je zamudil, in se praktično ni oglasil na nič. Drugi, ki so zamudili, bom rekel, je bila opozicija. Nova Slovenija je še nekako tukaj nekoliko proaktivno priskočila, seveda tudi logično, ker je Vida Čadonič Špelič njihova vidna poslanka, tudi Novomeščanka in je bila potem nekoliko bolj angažirana. SDS je pa to temo povsem zavozil, se mi zdi, tukaj bi lahko ogromno naredili, ko opozarjajo pravzaprav na varnost že cel mandat. In pa tretja skupina so pa mediji. Mediji, mi se spomnim poročanja, kako je Televizija Slovenija o dogodku poročala, češ, da se je šutar zgrudil ob skupini Romov. Ampak poslušaj, samo da te tukaj prekinem. Mi se nekaj tednov kasneje ne pogovarjamo o novinarki, ki je rekla, da se je šutar zgrudil ob skupini Romov, pogovarjamo pa se o Eriki Žnidaršič, Tarči in njeni ekipi, ker je rekla, da se mestna blagajna v Ljubljani ni zgrudila pod ne vem čem, ampak pod Zoranom Jankovićem. Ja. In mislim, da recimo tukaj vlada je potem žrtvovala 2 benigna ministra, totalno kompromitiranega sicer Boštjana Poklukarja in pa, bom rekel, nič krivo, nič dolžno za res, kar se tega tiče, torej Andrejo Katič. Preživela pa sta Robert Golob in Luka Mesec, ki bi prva mogla nositi glavi, in Luka Mesec je prišel naslednji dan na tiskovno konferenco in je rekel prvič, zadnjič in nikoli več. Kar je bila 3-krat laž. V smislu, definitivno šutar ni bil prvi, že samo letos smo imeli pretepenega kmeta v Klečah, par tednov pred tem pretepenega kmeta v Šentjerneju. Potem smo imeli pretepenega župana Ribnice. In župan Ribnice nam je v tem studiu povedal, da tisti študent, ki je bil pretepen istega večera, je imel srečo, ker če bi padel samo v drugo smer, bi bile posledice enake. Ja, in kljub temu, da je mogel iti na operacijo zaradi zlomljenega nosu, ker je imel potem težave z dihanjem, je njegov postopek še vedno ta trenutek, kolikor mi je znano, beležen kot povzročitev lažje poškodbe, torej proti njemu. Ta zadeva, da Luka Mesec ni bil strani Goloba klican takrat, ko so šli prvič v Novo mesto in je bil kasneje skrit, je del širše strategije. To je treba razumeti v širšem kontekstu. Robert Golob, njegov največji zaveznik je stranka Levica. Oni so v tem mandatu zlizani nekako znotraj koalicije, opozicija pa SD. In Golob je življenjsko odvisen od preživetja stranke Levica. Luka Mesec je bil zadolžen znotraj vlade za romsko problematiko in kdo je prvi tisti, ki bi mogel pasti kot žrtev, je Luka Mesec. Sam, če pade Luka Mesec, pade Levica, če pade Levica, pade naslednja Golobova vlada. V tem je bil štos. Zato so oni skrili Mesca na tej temi in so ga potem šele po insistiranju dlje časa, mislim, da je Macedonij insistiral Mesec, da pride v torek potem na sceno. Šele po tem je Luka Mesec po 4 dneh, ko so že pripravili vse PR-ovske štose, kak bo kaj povedal, pa da bo dobro izpadel, so ga pripeljali notri, da se ne bi Levici poznalo in ker Levica pa visi, vemo, je tam na meji, zelo, zelo vprašljivo, bo prišla notri, in to bi lahko še Mesca ubil. In tu sta bila 2 ključna. Prvo, da preživi vlada in drugo, da preživi Mesec. Ko te poslušam, mi hodi po mislih en zelo črn in v bistvu grozljiv stavek, da celoten refleks vlade oziroma Roberta Goloba osebno po tej tragediji v Novem mestu ni bil, ali je padel Aleš Šutar in zakaj je padel, samo da ne pade vlada. Absolutno se strinjam. Ja. Z njegovega vidika je bilo točno to. Bom dodal samo še, kar si omenil župana Macedonija. Župan Macedonij pa je, to pa moram reči, izjemno dramaturško pripravo pa tisto sejo z Robertom Golobom, na katero je povabil potem še okoliške župane in je vlado prisilil, da so približno 2 uri poslušali ostre kritike strani županov in lokalne skupnosti, preden so sami prišli do besede, in vse to se je v živo prenašalo na trg, kjer je to spremljala 15 000 glav. Bi
pa iz vsega, kar smo videli v tednih zatem, rekel, da se ta ponižnost, ne, ta demonstracija ponižnosti, ki jim jo je Macedonij pripravil v Novem mestu na ravnanju akterjev, kasneje ne pozna. Očitno se ni prijelo niti najmanj. Ne. Pa, ker smo že kar precej zakorakali v te akterje, se mi zdi, da je fair, da pogledamo, glede na to, da smo pravzaprav dobre 3 mesece pred volitvami, kakšno je stanje trenutno na slovenskem političnem parketu, ki je konkretno že zakorakal v predvolilno kampanjo. Pa če morda pogledamo posamezne največje akterje, ki so ključno zaznamovali, začnimo morda z največjo stranko, opozicijsko SDS. Če omenim samo par točk, ki so nekako zaznamovale leto za SDS, verjetno najmočnejša oprostitev Janeza Janše na sodišču v Celju v zadevi Trenta. Na Veliki petek smo nekako pričakovali celo, da morda bo obsojen, in potem se je tudi nekako podrla malo ta narativa njihova. Potem je sledil kongres v Ormožu, kjer je Janša dobil že 10. mandat, če se ne motim, na čelu SDS-a in svoj teren nekako pripravil, da morda pa bodo še en mandat v opoziciji. In potem recimo še hišna preiskava 4 leta po domnevnem kaznivem dejanju pri podpredsedniku stranke Alešu Hojsu, recimo, kjer so zasegli njegov telefon. In če gremo še čisto zadnji moment, recimo, ki ga lahko povežemo z SDS-om, glede na to, da gre za soseda Janeza Janše in simpatizerja, mislim, da celo člana stranke, obglavljanje Tita v Velenju. To je nekako s to popotnico nekako SDS stopa v volilno kampanjo, pa me zanima, kako gledate na to dogajanje. Jaz se bom za hip ustavil pri Titu, pa bom rekel, da je to obglavljanje nek simbolni uvod v ta najbolj intenzivni del predvolilne kampanje in bi rekel, da v bistvu to sporočilo je, torej diktatorjeva glava je padla oziroma je ni več, kar lahko metaforično prenesemo na notranje politični parket. Zdi se mi, ker sem prej v uvodu spregovoril o tem duopolu, da je s tem naredil izrazito uslugo tudi stranki, o kateri še bomo, torej Svobodi. Po mojih informacijah je lokalna Svoboda v Velenju dobila celo navodilo, naj odzive na to temo pogreva toliko časa, kolikor je mogoče, če bi bilo teoretično mogoče do marca, pa do marca, ko bodo volitve. In druga stvar, ker si omenil zadevo Trenta in oprostilno sodbo, meni zadnje dni, ko poslušam različne podcaste, različnih komentatorjev, različnih novinarjev in podobne pogovore, zveni kot, da se v ozadju pritožbeni rok omenja precej pogosto v predvolilnem kontekstu, tako da zadnjega dejanja tega procesa prav morda pred volitvami še nismo videli, bo pa obratno kot pri Titu, če Janši to naredijo tik pred volitvami, mu večje usluge v smislu mobilizacije volilnega telesa SDS ne morejo narediti in to je v bistvu za začetek to od mene. Dobro si rekel, ta tema, ideološke teme. One generirajo ta duopol, utrjujejo ga in v bistvu je cilj teh dveh akterjev, ki jih vidimo na sliki, je točno to. To pomeni, dajmo mi polarizirati, koliko se da, zato ker potem bo polarizacija vlekla stran od tistih, ki poskušajo v neki tretji sredinski skupini, recimo levo pa desno nekaj narediti, da se to posrka v eno in drugo stran. Zato jim ta tema odgovarja. Najprej stran od teh akterjev, ki se trudijo iskati, pa tudi od tem, ki se jih ti akterji skušajo naslavljati. Torej tudi korupcija, vse ostalo v duopolu postaja nepomembno. In tudi Golobu to ustreza, da je Janša močen, ker v bistvu si Golob želi SDS na poziciji, kjer navidezno ogroža oblast. Oni morajo biti to strašilo. Ker na podlagi tega on mobilizira svoje volivce in ključna stvar volitev bo spet kot na referendumu mobilizacija. Razočarana plejada razočaranih levičarjev, ali se bodo pasivizirali zaradi tega, kar jim je Golob slabega ponudil v tem mandatu za njih, ker tu je razočaranje veliko, ali bojo pa rekli, ja, se Golob, pa ti so res bili katastrofa, ampak če pa ne bomo šli na volitve, bo pa prišel Janša. In točno na to igrata obe strani. Oni v sredini pa poskušajo nekako drugače igrati, ampak je težko. Vse, če poslušamo retoriko SDS-a, oni zdaj govorijo o sebi. Vse prav, vse stranka, ki je vodilna, mora govoriti o sebi, ampak oni grejo za logiko sebe tako daleč, da govorijo o ustavni večini razuma, o absolutni zmagi. Take stvari, mogoče ne Janša, ampak podpredsednik Hojsa sem slišal, ko je rekel, mi moramo doseči absolutno zmago. To pomeni, ključno je, da smo mi maksimalno močni, nima veze, kaj bo okrog nas ostalo, torej prva primarna daleč
daleč naprej je naša visoka zmaga, potem dolgo nič, potem pa če slučajno imamo še kakšnega partnerja, ki preživi, da se stavimo koalicijo, če ne pa, kak je že rekel? Bomo počakali še en Ja. mandat. ne. Mi smo tukaj na dolgi rok. a ne? A ne? Navajeni smo čakati, mislim, da Tako. celo to rekel. Ne. Skratka, res je, hkrati se mi zdi, da en kup teh potez gre na vides, njim prid, ne, ali pa trkajo neka ta čustva najbolj trde baze. Ne. Se mi zdi ravno to obglavljanje Tita, tipičen primer. Ne, ko marsikdo, posebej pa še SDS baza, se strinja, da Titov kip leta 2025 na glavnem trgu nekega večjega slovenskega mesta nima kaj iskati. Ne? In mislim, da se tudi mi verjetno s tem strinjamo, ampak da ni najbolj taktičen pristop, da zdaj greš pa odsekaš glavo temu kipu, ker s tem dobesedno polariziraš, ne? In dve temi Utrjuješ temu, ne? utrjuješ ta Mislim, narativ. to je ne? konec Ja. koncev signal, ne? Ker nam recimo, bom samo eno zelo aktualno primerjavo, ker nam korupcija v mestni hiši ni všeč, požgimo čez noč mestno hišo. Tako pač ne gre. Ampak s tem, ne. ko odglaviš Tita, zagotoviš, da bo na tem trgu mnogo dlje, kot bi vi sicer, če bi o tono pozabil. Ne? Tako je. časom. In druga stvar, ne, to je tema, kjer desnica pravzaprav na tej širši sliki nikoli ne zmaga. Ne? Ker ko daš ti Slovencev na splošno dilemo partizani, domobranci, pač s precej opaznejšo večino izbere partizane. Ne? Pa naj bo lev ali bo desen. Ne? Oziroma zelo malo je tistih, ki pač bi tako aktivno izbrali, recimo, da bi tukaj to prevagali. Ne? Se pravi, govorimo o razmerju, ne vem, 15 proti 80, ne? Tako razmerje je na tej temi, ne? In ni šans, da tukaj kot blok lahko karkoli profitirajo. Hkrati se mi zdi, da je pa to prepričevanje že prepričanih, ne? Mislim, da tisti bodo verjetno tako in tako šli, ne? Ključno je, da bi pridobili neke tiste sredinske volivce, ki jih pa ravno s tem pravzaprav odbijajo. Ne? Ja, zdaj smo pri Svobodi. Ne? Zanimiva mi je bila, mislim, da ta teden izjava analitika trde levice Bogdana Biščaka, ki je postavil tezo, da Svobode tudi 4 leta kasneje pred novimi volitvami brez Roberta Goloba preprosto ni. In se globoko strinjam. To je spet samo ena interesna lupina, temu niti ni možno reči po 4 letih stranka, ne glede na podporo, ki jo je do tega predvolilnega finiša ohranila več kot te reinkarnacije LDS-a pred njo, ne? Ampak tisto, kjer pa so, ne? Ker jim je treba priznati umetelnost, pa je kopiranje nekih tujih v bistvu pristopov političnega inženiringa. Izjemno dobro so ujeli duha časa, kjer je povprečni volilec površno informiran o političnem dogajanju, kjer dejansko lahko samo z nekimi črno-belimi sporočili o dobrem in slabem preglasijo karkoli. Tudi ko gre za korupcijo, tudi ko gre za krajo, ko se premijer jutro po razkritih korupcije pojavi ob ljubljanskem županu, to ni problem, ker midva sva pač varovalka pred nekom drugim. Ne? In to je ključna stvar, ki so za njih je ključno leto za njimi. Ne? In v tem ključnem letu so, ob tem, da so se izognili težavi, ki so imeli zaradi smrti človeka pri napadu Romov, ne? Je ključna stvar, ki so naredili zelo, zelo dobro, da so konsolidirali medijsko sceno. Oni so poskrbeli, da tisti, ki interpretirajo njihovo dogajanje, so na njihovi strani in si želijo, da bi oni dobili še en mandat, kajti to jim zagotavlja finančno preživetje. Tisti, ki interpretirajo, torej mediji, plus tisti, ki učinke interpretacije merijo, torej agencije. To pomeni, če ste pogledali v tem letu, so dobili posle Valicon, Mediana na televiziji, ne? GEN-I financira Delo, Odlaskove medije, ne? Oglasi državnih podjetij so se razmnožili po teh medijih. Prišel je nov medijski razpis, ki je bil za 2 milijona višji kot prejšnji. Potem sprejeli so novo medijsko zakonodajo, kjer so še 4 milijone dodali in pomembno je rekla Asta Vrečko, že januarja bomo razdelili denar, a ne? Torej pred volitvami, ne? S tem so povedali medijem, boste dobili denar še pred volitvami, ampak če bo prišel on drug, vam bo po volitvah, če bo zmagal, ta denar vzel. Torej, veste, ne, to je ta subtilno sporočilo. Ne, koga morate ne voliti. subtilno, to je Robert Golob povedal na odru žura za ljubljansko mestno občino. In zakaj je zdaj to ključno? Zato, ker Golob je pripeljal neke reforme v ta zadnji mandat, ki jih je zdaj vrgel na mizo. Ne? In te reforme imajo večinsko negativne posledice. Recimo zdravstvena je tipični primer. Ne? Ampak da bi ljudje to opazili, preden bojo opazili na lastni koži, ker bojo slej ko prej, ne? Je ključno, kako te reforme interpretiraš. In trenutno se bije boj za interpretacijo zdravstvene reforme, če to spremljamo v medijih. Ne? To pomeni,
ali ta odhod zdravnikov iz javnega zdravstva, ki odhajajo zaradi tistega, kar so opozarjali, je posledica zavoženega sistema in reforme, ali je posledica pohlepa. Ne? Oni hočejo reči, oni so pohlepni, hočejo denar. Pričemer je ta pohlep takoj spet brandiran na prejšnjo vlado, ki je želela privatizirati zdravstvo. In njim je to izvrstno uspelo v luči tega, da so javnomnenjsko ne samo padli, ampak so pridobili. Leta 2023 je bila podpora vladi 28% in podpora stranki Svoboda 13%. Danes je podpora vladi še vedno nizka, ampak je 34%, medtem ko se pa Svoboda je na 17% in se približuje Janezu Janši, ki so ga spustili na 19,8 v zadnji raziskavi, ker hočejo reči, poglejte, jasno je duopol, ne? Je vzpostavljen. In če hočete vedeti sporočila Golobove vlade javnosti, morate brati Siol. Ja, res je. Siol je provladni medij, glasilo vlade. In če pogledate, kaj so njihova sporočila v naslovih javnomnenjskih anket. Vlada spet močnejša na sceni, Janši parira edino Golob. Prvi mesec, drugi mesec stranka Svoboda zrasla, ne? Golob in Janša izenačena. Ali pa skoraj skupaj. Bildajo pa oba, ne? Tudi Janša. Oba bildajo, zato ker bildajo ta duopol. In da za razumevanje bralcem jaz svetujem, poglejte si, berite Siol, berite Matejo Trunk Hrvatin. Ona je PR-ovka pripeljana iz Ministrstva za obrambo, zato da preko Siola Golobovo narativo izvaja. In če želite vedeti, kaj želi Golob, Svoboda sporočiti javnosti, berite Siol. Ja. Jaz bi dodal samo še, ti si omenil zdravstvo, podobno področje, dolgotrajna oskrba. Isto, enako, mi trije, pa tudi naši gledalci, bravci, zdaj že dobro vejo, da nič od dolgotrajne oskrbe skoraj nič ne deluje, ampak en stavek je, ki je močen za na televizijo. Nižje položnice po 1. januarju. Ne? In to je spet ta prezentacija. Jaz bi samo še nekaj dodal glede Svobode, mimo česar ne moremo, ko govorimo o tej stranki. Jaz sem prepričan, da je njihova kraljica tudi 15 let po pozitivni Sloveniji v resnici Zoran Janković in ne Robert Golob. Ja, jaz bi dodal še to, da so dejansko v teh nekaj odstotkov dviga javnomnenjske podpore investirali približno 1 milijardo evrov državnega denarja. Se pravi, govorimo v prvi vrsti o božičnici, potem o vinjetah, potem še o raznih teh drugih, recimo dvigu plač v javnem sektorju, ki spet sicer se kaže, da je bil slabo izveden, pa vendar prikaz v javnosti je dovolj dober, in ko si omenil Matejo Trunk Hrvatin, kot zanimivost, sama trdi, da Damirja Črnčeca, recimo, za katerega je delala na obrambnem ministrstvu, ni videla več kot enkrat ali dvakrat v življenju in da pač dela po naročilih urednika Siola, vemo pa, da urednik Siola je pravzaprav nekdanji športni novinar Jaka Lopatič, ki dvomim, da se z politiko resno ukvarja in da politične teme na tem mediju vodijo enostavno nekdo drug. Tako da, če od Svobode, pa morda k Novi Sloveniji, tretja najmočnejša parlamentarna stranka, kar nekaj dogajanja v Novi Sloveniji smo lahko videli, menjava predsednika, poleti Matej Tonin, nekoliko nepričakovano, ne povsem nepričakovano, nekoliko pa, glede na to, da je trdil, da bo peljal stranko na volitve, napove, da ne bo več nadaljeval vodenja stranke. V Bruslju potem stopi na žulj Niki Kovač, nedavno stranko prevzame nekdanji infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, ki, bom celo rekel, nekoliko presenetljivo, glede na to, da se je pred njegovim nastopom govorilo, da ni tako naklonjen povezovanju, potem kmalu v tednu, dveh pod streho skupnega nastopa na volitvah pripelje tako Ljudsko stranko kot Fokus Marka Lotriča, prenovi vodstvo stranke in izvede neko, lahko rečem, medijsko ofenzivo, kar je še zanimivo, morda 4 poslanci, vključno z Vrtovcem, so še vedno v kazenskem pregonu zaradi tistega domnevnega zlorabe položaja pri nadzoru policije, ki so jo izvedli kot člani KNOVS-a, se pravi Komisije za nadzor obveščevalnih služb. Načnem z javno podporo. Mislim, da je bila ob slovesu Mateja Tonina 2,5 do 3%, govorimo o
celotnem vzorcu, ne samo opredeljenih, ne, zdaj 5 do 6 recimo nekje v povprečju. Mislim, da je osnovni obrat od izjave, zaradi katerega je NSI mlel celotni desno-sredinski pol, najbolj seveda Janez Janša, da nikoli več z Janšo, ne, k stavku, ki je v bistvu pospremil zamenjavo na vrhu stranke oziroma prihod Jerneja Vrtovca, brez nas ni desno-sredinske vlade, ne, in s tem je bilo določenemu delu volivcev na desni sredini poslano novo sporočilo upanja. Torej, NSI je tisti, ki bo dal svoje glasove za drugačno vlado od aktualne Golobove, kar pa se tiče tega, kar si omenil na koncu kazenskega postopka, pa je to spet nekaj takšnega, ne, s čimer ima ta bogat inženiring svobode, tudi Črnčeca in ostalih, ki si jih omenil v zakulisju, v šahu nekega akterja, ne, kjer lahko epizodno potegnejo karto nekih hišnih preiskav in podobno, kadar jim to ustreza za potrebe predvolilne kampanje. Ne. Ja, NSI se je v bistvu znašel v mlinskem kolesu dveh dominantnih strank. Ne. Po eni strani Svoboda, jaz sem prepovedal, strategija Svobode je močni Janša, pa nihče okrog. To pomeni glavna tarča je Nova Slovenija ali pa Logar in tako naprej. Po drugi strani so se pa dosti zaplezali v ta spor za Janšo, ne, tudi ta dosti nespretno, takrat 6 mesecev po volitvah po nepotrebnem razglasili z Janšo, pa ne bo šlo, ne. In ta spor, in posledično tega, da so jih mleli mediji obeh strani, ne, in ti mediji so dominanti, če jih seštejemo, imajo mogoče 85-90% prostora medijskega pokritega in nas je trpel. Sicer nikoli ni padel na tako stopnjo, da bi rekel, da bi izpadli iz parlamenta, ne, ker je treba vedno gledati opredeljene. So bili tam pod 3, mislim, da niso bili med vsemi vprašanimi, ne, tam so se gibali, ampak so se zdaj nekoliko pobrali, zato ker je Vrtovec dosti bolj pragmatičen. Ne. Oni so ta razsed naredili zato, ker Tonin ni mogel požreti te besede. Vrtovec je pa to revidiral to stališče. Prav zaradi tega, da je odmaknil pritisk enega mlinskega kamna, to pomeni mediji SDS in pa tudi Janša ga zdaj ne napadajo NSI-ja, imeli so celo skupno novinarsko konferenco, ne? In tu ven zdaj on pelje svojo politiko, kjer se pa je izrecno, recimo zelo enodimenzionalno se je postavil in sicer samo v vprašanje davkov. Ne? To pomeni davki. Ok, tema je ful pomembna, zato ker Slovenija je davčno zelo, neke raziskave kaže, da imamo največji skok, sem imel članek Peter, ne, na zanima.me, da imamo največji skok obremenitev glede na BDP davčnih obremenitev. Vsi vemo, davki, efektivna obremenitev je nekje 73%, ne, kar je ful. Ne. In to tema je, podjetniki, gospodarstveniki ječijo pod težo bremen, ne, in ta tema je zagotovo izredno pomembna. Se mi pa zdi, ne, da Nova Slovenija ni davčna demokratična stranka, ampak je krščansko-demokratska stranka. Ne, oziroma ni stranka davčnih demokratov, ampak krščanskih demokratov. Hočem reči, da bo moral Vrtovec še kakšno dimenzijo odpreti, tudi tako, ko potencialno bo zaradi tega mogoče bolj na udaru nekih političnih tekmecev, ne, ampak hkrati bo pa nagovarjal tisto svojo jedrno volilno bazo. Ne. Tu mu je zdaj recimo, mogoče je ta strategija dobra, da mu je Tonin to izvrstno naredil, ker se je postavil pod obrob Niki Kovač, ne, sicer je parlamentu na koncu, vemo, kako se je šlo na Evropskem parlamentu, tudi pomembno sporočilo, koliko je Evropski parlament v resnici desen ali pa koliko je Evropska ljudska stranka v resnici še konzervativna, ne, ampak to je čisto neka druga tema, ne, ampak se je izpostavil za pravo stvar v očeh volivcev NSI, ki ni, ampak ne samo 5% to, kar se gre, ampak zelo, recimo tu je bil celoten SDS spektr, tu je bilo 45% volivcev, recimo, ali pa še več, mogoče je to pozicijo odobravalo. Ne? Mislim, jaz se tukaj v celoti ne bi strinjal s tabo, razumem, kaj želiš povedati, pa vendar, mislim, da Vrtovec, če bo recimo ta stranka v predvolilnem času, naprimer dobila kakšno hišno preiskavo ali pa nek nov procesni korak glede afer Dars, Knovs in podobno, ne, bo po mojem ravno zaradi vloge novega predsednika recimo v Komisiji za nadzor javnih financ. Ne. Tam je izjemno oster kritik praktično vseh rabot nekih interesnih razpisov, ki smo jih videli v času te vlade. Drugo to glede davkov, ne, pa bi rekel tako, da je to po mojem zavesten poizkus, da se ravno od čustvene kampanje, ki jo generira duopol, ne, in te volitev za Janšo in proti Janši, ki se nam vlečejo 20 let, ne,
premik ali pa poziv volivcem k bolj racionalnemu odločanju z denarnico v bistvu. Ne? In mislim, da poskuša predvsem s tem. Ne? Ja, jaz bi dodal to, da bi šel širše, no, ni samo davki, bo nek življenjski standard, no, bolj kot sami davki. Se pa strinjam, ne, da manjka v vrtovcu še nekaj malega bolj identitetno močnega. Ne. Zdaj, do neke mere so lahko izkoristili referendum o asistiranem samomoru, kjer so se nekoliko aktivirali, no, niso bili ravno v prvih vrstah, so se pa aktivirali. Ne. Matej Tonin tudi, ne, na zadnje je treba tukaj pa tudi povedati, ne, da je pravzaprav on tisti, ki je EPP pripravil do tega, da so šli od splošne usmeritve za v free vote, kot se temu reče, in je posledično mislim, neki dobra tretjina volila za, ne, Niko Kovač, dobra tretjina proti in nekaj malega vzdržanih, ne, kolikor jih vmes ostane, in pravzaprav je Toninova zasluga, da so to naredili in tudi Tonin najbolj, bom rekel, tukaj bil glasen v Evropskem parlamentu od vseh slovenskih europoslancev. Mislim pa, da kakšno pametno izbrano temo, kjer bodo se profilirali več kot samo bom rekel, dvig življenjskega standarda in pa prav pride. Ne? Ampak po drugi strani si ravno ti rekel, kar mi zdaj ni nekako skladno, ne, da desnica z domobranci, partizani in splavom ne more zmagati. Kaj potem? Jaz mislim, da je tle še kar več tem takih, ki bi lahko... Ta stranka ni tista, ki odvrača volivce kot bloka, kot celote. To je SDS. Ne? Ta stranka se mora vprašati, kje so njeni volivci pa na čem stojijo. Ne? Se misli, da je to bolj pomembno pri tej stranki. So, seveda, veliko je takšnih, ki jih zanima davčna politika, veliko je pa toliko drugih. Če imamo Brodnjaka, ne, vsaka čast gospodu res izvrstno dela z banko in nagovarja del volilnega telesa, ne, bi še tam mogla biti ena patronažna sestra, ne, ki socialno vizijo te stranke predstavlja. Recimo, ker če ti pogledaš ljudi na terenu, v Karitasih, v nekih teh humanitarnih poklicih, ne, pa to so volivci NSI-ja, ne. Ti volivci NSI-ja tudi potrebujejo neko potrditev na višji ravni stranki, ne. Ampak kakorkoli, to mislim, da se lahko vsi strinjamo. Vrtovec pravi, da je stranka zapostavljenih pod to vlado, ne. To so pa gospodarstveniki, kmetje, zdravniki, zdravstveni delavci in tako dalje. Kaj je bistveno zanje je pa to, da so tu v tej težki situaciji, ko jih stiska po eni strani Golob, po drugi strani jih je Janša stiskal, hkrati je pa v volilni prostor vstopil Anže Logar, ki nagovarja podobno to davčno politiko in ima tudi ljudi zadaj, ki so močni na tem, tako Masten recimo in podobni, ne, da so oni, če kljub vstopu Logarja, ostali na procentih, ki so jih dosegali recimo pred 2-3 leti. To pomeni, da imajo ta domet, da so nekje v anketah od 3. do 5. mesta, ampak so na 5% vseh vprašanih, to mora 8% opredeljenih. In ta next level je po mojem ravno odvisen od tega, kaj točno uspe v kombinatoriki z SLS-om oziroma Fokusom. Ja, in ključno je tu, da se tam zavedanje, ki so ga v bistvu mediji lansirali, ki se jih hoteli z parlamenta zriniti, da so oni visijo, ne, da oni z odstotki v anketah to zavedanje preidejo in da se jim ni treba ukvarjati s tem, a se ni pri njih sprašuje, a bojo preživeli ali ne. Da se oni lahko ukvarjajo z tistimi temami, ki so jim pomembni, ali so to davki ali pa še kaj druga, bo verjetno Vrtovec mogel dodati v naslednjih mesecih. Ne? Ja, zdaj, da ti vrnem. Ne? To se strinja partizani in domobranci in splav sta dve temi, kjer se zgublja, ne, v Sloveniji, in zato mislim, da ni smiselno, da Nova Slovenija stavi na to dvoje. Je pa še kar precej identitetnih tem, ki pa vlečejo. Ne? Ljudi zanimajo družinske vrednote, stvar identitete, tako nacionalne kot recimo, se pravi, neke migracije, preživetje slovenskega naroda, demografija, preživetje družine, recimo transgender, s čim se otroke v šolah, da ne rečem, posiljuje. Ne? To so teme, recimo, ki pa jih lahko Nova Slovenija pravzaprav najbolje od vseh nagovarja. Pa se jaz mislim, da recimo imajo prav poslanca, ki to zelo dobro artikulira tudi na družbenih omrežjih, recimo Aleksandra Reberška, zelo pogosto. Ravno si me spomnil s temi problematikami transgender, slovenščina v šolah in podobno. Ne? Ja, zdi se, da si nekako porazdeljujejo delo, ne? To pomeni Vrtovec je ta bolj davčna, Tonin je zdaj še bolj šel v to evropska, ampak te teme vrednotne, ali kako bi rekel, ne? Pa imaš pa Vido Čadonič Špelič, ki te zdravstvene teme, pa te zadeva, pa Novo mesto, Romi, in potem imaš Reberška, ki mislim, da se je zelo naredil v tem mandatu, no? Da so dobili še enega igralca, ki bo potegnil sej že prej, sicer kar dobro vlekel v tej savinski regiji, ki je on prihaja z nje, ampak da veliko ljudi tudi izven teh krogov, ko nas je volijo Reberška
fazi, on se je dosti gradil. Ne? No, in podobno vlogo kot NSI na desni imajo socialni demokrati. Prav vedel, da boš Na levi strani, ne, se pravi, etablirana stranka z precej še močnim terenom, ne, z nekim strankarskim tudi, bom rekel, kariernim napredovanjem, čeprav marsikdo pride po z dvigalom na vrh, ne, brez teh prejšnjih stopnic, pa vendar. Ne. Zdi se, kot da jim v tej koaliciji nikakor ni udobno, Robert Golob jih reže kot salamo, hkrati se zdi, da so nekje na poti izgubili hrbtenico in da tudi približno nimajo moči, da bi se kakorkoli uprli oziroma da bi vsaj zagrozili, če že ne, tudi s tem dejansko izvedli, recimo nek odhod iz koalicije, ki bi dejansko vlado potem potisnil v manjšinsko. Jaz mislim, da ni to, da nimajo hrbtenice, ampak da so bolj pragmatični. Ne? Oni so v taki točno odlično potegnili situacijo, ki je bila NSI v času Janševe vlade. Oni so tudi imeli težavo s tem, da Vizjak ostal na mestu in so se spraševali, torej, lahko rečemo, da niso imeli hrbtenice, mogoče niso imeli, mi smo jih takrat kritizirali, ker se niso zavzeli za to, da bi Vizjak moral oditi, ne? Ampak SD je v istem situaciji. Ne? Oni se zavedajo nekih težav z rabot, ki jih izvaja Golob, ampak po drugi strani oni nočejo biti špilferderber. Oni nočejo biti tisti, ki bodo prepoznani, ki so zrušili levi vlog. Jaz mislim, da je zelo dobra lekcija Novi Sloveniji v odnosu do SDS-a in SD v odnosu do Goloba, recimo Levica. Tudi ne bodo nikdar špilferderber, ampak na temah, ki so v njihovem programu in za njihovo bazo ključne, vsaj javno zapnejo na polno. Ja, ampak oni so šli predaleč, če smo preskočili. Oni so šli v tej lojalnosti do svobode predaleč, ker so grozili svoj obstoj in potegnimo sporednico z letom 2008, ki je enako naredila Nova Slovenija z Bajukom, izvrsten finančni minister, evropska nagrada, ampak se je utopil v lojalnosti z SDS-om in na koncu ga je Janša na zadnjem soočenju potisnil navzdol, ko je rekel, čisto malo nam manjka, da zmagamo te volitve, vse glasovi naj grejo v SDS-u. In na koncu je izgubil volitve in še izpadla je Nova Slovenija. Z vami odkrivamo nove svetove neverjetnih možnosti. Smo več kot omrežje, smo skupnost, povezani. Naj vas v prihodnost popelje premijski paket Oranžni King z vsem, kar potrebujete. Prvo leto po akcijski ceni. T2. Pripravljeni na prihodnost. Par stavkov bi dodal. Prej sem govoril, kje je bil prelom recimo 3% na 6 pri NSI-ju, pri SD-ju je zelo očitno. Ne? Je bila afera Litijska, šli so na svoje zgodovinsko dno, Han je takrat vse živo počistil okrog sebe in prevzel stranko, sicer zelo natesno. Ne? Je takrat dejansko od izida kongresa bilo odvisno, ali se bo skoraj amorfno spojila za svobodo ali ne. Ampak to manj pomembno. Hočem reči, obrat v podpori je bil, ko je stranka dala sporočilo, da prevzema odgovornost za ravnanja svojih kadrov. Ne? Je pa zanimivo, da umanjka ta druga plat, o kateri govoriš, ni pa to stranka, ki svoje koalicijske partnerje kliče na odgovornost, ko grejo stvari močno narobe. Ne? Rekel bi pa še dvoje. Nedavno smo videli poizkus Hana, da nekako neaktivnega, pasivnega, čudno odsotnega Prebiliča, ki si prej govoril o njem, ne, priključi. Z vidika SD-ja edina logična poteza, zelo dobra, ne, za njihovo rast proti 10%, recimo, ne, ni pa uspela. In zdaj vidim pa nek nov poizkus v drugem krogu in to ravno nek podcast, ki je šel mogoče teden, dva nazaj, ne, kamor so poslali mladega komunikatorja Luko Gorška, ne, ki je povzel del Prebiličeve govorice in je zdaj prvič v imenu SD-ja javno rekel, da bodo tudi oni na dan volitev oziroma v ponedeljek po njih videli, ali ima Golob že kakšno pravnomočno odločbo, naprimer KPK-ja, pa videli, s kom lahko sodelujejo. Ne? Zdaj, mogoče glede hrbtenice, no, se mi zdi, da razumem, zakaj ne grejo iz koalicije, ne, pa da niso zdaj oni tisti špilferderberi, ki bi omogočili vlado Janeza Janše konec koncev. Ne. Ampak imeli so pa nešteto priložnosti, ne, najbolj konkretna recimo tista, ko je Han večkrat rekel, da so zavozili pri normirancih na začetku mandata in mu je Vrtovec 3-krat serviral, da bi lahko Han to popravil, se pravi, glasovi SDS-a in NSI-ja so bili zagotovljeni, samo SD bi še mogel dati svoje glasove in bi zadeva šla čez, bil bi to en zakon, ki ne bi omajal koalicije, bi pa SD dal znak svobodi. Poglejte,
če ne boste pametno To pa je bila ravnali, zelo lahko sodelujemo tudi neumna, drugi. zelo neumna poteza, ker je s tem Han zaprl tudi obet za nekaj, kar bi morda bilo možno, ne vem, čez 4 leta in zaprl neka vrata. In tu bi lahko pokazali, da jih je nekaj več v hlačah. Na splošno mislim, da Han dokaj dobro fura to stranko. No? Jaz mislim, da so zelo kritizirani, pa da so v razpadu. Pa glede na to, kakšen leteči cirkus je pod njim, se strinjam s tabo, da še kar dobro upravlja s tem. Sam si rekel prej, hitro prevzame odgovornost. Točno to. Ministrica njihova, kriva ali nedolžna, je mogla iti pri recimo aferi Šutar. Pred njo je mogla iti, mogoče bolj kriva, Dominika Švarc-Pipan. Oni imajo ekipe od zadnji, ki pridejo, ljudje, ki prihajajo, pa niso toliko nekompetentni, kot pa Golobovi, ki prihajajo za tisto prvo linijo, kot je Zlobko in podobni, ki morajo z lista brati odgovore. A razumeš? Torej, stranka ima neko globino, kakorkoli gledaš, ima neko globino, kadrov so mogli zmetati ven, Fajonova, ona prejšnja ministrica, ki ste jo omenili, Dominika Švarc-Pipan, potem zdaj so Katičevo mogli žrtvovati, a imajo neke kadre, ki lahko to zapolnijo. Torej, stranka je resna stranka, v težki situaciji je z Golobom v partnerstvu, po eni strani nočejo, volivci bi jih ziher kaznovali, če bi levo vlado zminirali, jaz sem to prepričan, tega se bojijo, po drugi strani pa lovijo ravnoteže, kako postaviti dosto to distanco in tu imaš prav, ta varianta, včasih moraš pokazati, da si nekdo, pa s tem, mogoče te je strah, da boš ogrozil, ampak na končni fazi ne bo zaradi tega vse skupaj spadli. To je tako, kot Trump pa tale župan Novi New Yorka, ki mu je rekel, daj zvočnike bolj na glas, da slišiš, kaj govorim, Trump je to ceno, čeprav pa sta bila prijatelja, koliko je enkrat bil izvoljen, zato ker Trump ceni moč, tudi če je na sprotni strani, In podobno je tudi z Golobom. Jaz mislim, da je podoben karakter kot Trump. Z drugimi besedami, ko veliki zavohajo strah, te ne spoštujejo več. Točno tako. Jaz bi rekel celo, dobi to primerjavo, mogoče, da so socialni demokrati kot tista žena v toksičnem razmerju, ki jo mož vsake toliko pretepe, sama pa nekako ne zmore iti iz tega razmerja, zato ker bi tudi njena okolica dojela, da je razdrla družino s tem. Ja, mogoče. Lahko bi se pa bolj zase postavila. In oni bi se lahko recimo bolj zase postavili tu. In po moje, če bojo to naredili, ne smejo preveč očitno, da je to zaradi volitev, ampak malo bolj, če se bojo postavili, se mi zdi, da bojo uspešnejši potem. Zdaj smo nekako naravno pri Prebeliču. Prej si ti omenil, da je zamudil, da je imel žogo 2 tedna na 11 metrovki z Novim mestom. Jaz vidim novo žogo, še bolj nedavno. Se pravi, Golob se brandira na korupcijo Jankoviča, Prebelič ves čas govori o korupciji, tega primera spet ne komentira. Jaz tega ne razumem. Prebelič zapravlja priložnost za priložnostjo. Kam to pelje? Recimo, njegova sporočila so zmedena. On je vstopil z sporočilom, jaz sem alternativa ne samo Janši, ampak in tudi Robertu Golobu. Zdaj, ko sem se peljal v Ljubljano, sem poslušal en malo starejši pogovor pri Slaku, kjer je rekel Prebelič, alternativa ni samo možna, ampak je nujno potrebna. Jutri pa reče, pridite levi na sestanek, na kavo, zato da bomo mi skupaj sestavili še eno tako vlado, ki jo imate za sedaj s priveskom mene, da bomo šli proti Janši. Razumeš, to so zmedena sporočila za volitve. On bi se moral postaviti na neko drugo pozicijo, če je on alternativa, pa tukaj se ti odpira prostor tako imenovanega tretjega bloka. Ne povabi na kavo 3 koalicijske stranke, za katere sam praviš, da je alternativa nujno potrebna in nadaljuje, potem Sloveniji res ne gre dobro. Sloveniji res ne gre dobro, ti bi šel pa španovijo s tistimi, ki so Slovenijo prepeljali v pozicijo, ki ne gre dobro. Daj povabi Logarja, povabi Tonina, povabi Hana, pa daj sporočilo, da je še neka tretja opcija tu na razpolago. Jaz vidim, da nekako epizodno deli udarce Robertu Golobu, zdaj tudi nedavno, ko mu je dramatično padla podpora pod parlamentarni prag, se je spet bolj moško oglasil v medijih, pa šel v par studijev, potem pa spet za teden, 2 zgine. Po eni strani gotovo posledica tega, da je z nogo in pol še v bruselski zgodbi in še ni čisto v kampanji. Nadzira medije. Ampak se čas, ko si to lahko privošči, nepreklicno izteka. Po drugi strani pa, če ga je slučajno vlado, če te je slučajno strah tega, da bodo potegnili nek razpis iz Kočevja, ali pa nek razpis iz FDV-ja, nek raziskovalni projekt. Imam nasvet zate, preprosto ponovi stavke teh 2. A ni zanimivo, da ste to izvedeli nekaj mesecev pred volitvami? Case closed, zgodbe konec. Ta 2 to znata. Ja, in se mi zdi, pri Prebeliču se mi zdi, kot da dajo vtis, zdaj ne vem, ali je to res, ali samo dajo vtis, kot da ni čist prepričan, a sploh bi šel to tekmo, ali ne. Pravzaprav, ali bi raje ostal nekje udobno evropski poslanec še naslednja 4 leta. Glejte, ljudje morajo verjeti v politika, da resno misli tisto, kar počne.
Prebilič, že vsem tem, kaj smo povedali, ne, nakazuje, da to ni tako. In veš, kaj bi mogel narediti? V trenutku, ko je napovedal, da bo šel v parlamentarno tekmo, bi moral reči, jaz verjamem v svoj uspeh tako, da s tem trenutkom odstopam kot evropski poslanec, vračam mandat Vesni, ne, zato ker verjamem, da bom na volitvah uspešen in bom tam nadaljeval kariero, če me pa volivci v tem zavrnejo, pa tudi ni potrebno, da ostanem evropski poslanec, bom pa naprej profesor. In s tem bi dal ljudem pokazal, da je pripravljen nekaj tvegati, nekaj izpostaviti in da verjame vase, ne? In iz te vere bi lahko on črpal potem vse ostalo. Zdaj se pa zdi, da je pragmatičen, malo si je rezerviral prostor, ok, če ne bo šlo skozi, bom pa šel nazaj v Bruselj, ampak v resnici sploh ne bi tvegal tako veliko. Zakaj ne? Ker v vsakem primeru mora biti na listi in v vsakem primeru, če bo vstopil v parlament, ker recimo, da bo, ne, ker to pa res ni tako strašno tveganje, bo izvoljen. On bo v vsakem primeru končal mandat evropskega poslanca, če bo stranka prišla v parlament, ne, in on bi tvegal sam par mesecev evropske plače, pa sporočilo bi bilo pa bistveno močnejše. Ne? Ja, še posebej, ker za njega pa res ni treba skrbeti, če kandidira v Kočevju, da ne bi bil izvoljen, na zadnje 45% prebivalcev občine Kočevje, kar je približno isto kot okraj Kočevje, ga je volilo na evropskih volitvah. Imel je aduta v roki, ki ga je vrgel stran. Jaz bi šel iz Prebiliča, bi šel na Logarja najprej. Ja, bi jo vprašal, a verjamete pol pri Logarju, da verjame v svoj projekt? Ne, jaz imam pa zelo podoben izziv za vaju dva, pa naj se potem vname ta debata. Ne. Meni je pa zanimiva pri projektu Logar oziroma Demokrati diskrepanca med anketami, ne, se pravi, tudi tiste najbolj naklonjene so do zdaj maksimalno pokazale 7-8 poslanskih mandatov, medtem ko, ker vsi mi trije se gibljamo tudi neuradno med ljudmi, ne, slišimo njihove lastne ocene, 20+, to sicer res pred nekaj meseci, ampak tudi nedavno sem slišal 10 do 15, ne? Kar je dejansko 100% diskrepanca glede na napovedi. Odkot ta razlika med njihovo samopercepcijo in tem, kar dejansko jim namerijo? Mogoče to ni samo percepcija, ampak točno to, kar smo pregovorili. On hoče pokazati, da je dosti močen, da zmaga in da s tem potegne za sabo. Ne? In tu bi rekel, da je razlika med Prebiličem in Logarjem in to je ključna razlika. Medtem, ko Prebilič govori ob tem, da kritizira sedanjo oblast, hkrati pravi, da moja prioriteta je leva vlada. To govori Prebilič. Torej, privesek temu, kar že je. Medtem, ko je Logar tu bistveno bolj jasen. Moja prioriteta je sodelovanje preko pola. Ne? In to je bistveno drugačno sporočilo. On ne govori o desno-sredinski vladi. Res, da ga tja potiskajo, z leve ga potiskajo tja. Vsi prištejejo te mandate Janši v bistvu. Seveda, ne? Ker je to logična strategija, ker v času Gregorja Viranta je bilo povsem enako, ko so govorili, on je Janšov trojanski konj, tako to bo Levica, pa mediji, ki so naklonjeni, trobili do nemoglega. Ne? Ampak Logar se je bolj postavil bolj suvereno v ta tretji blok, če temu rečemo tako, ne? In drugo, kar je sestavil neko ekipo zadaj, pa ne bom rekel politikov, ker ni politično, razen Eve Irgl niso tako močni, ne? Kot nekih strokovnjakov, ki pa imajo nek pedigre. Ne? Če imaš ti zadaj, recimo Mateja Avbla ali pa Igorja Mastena in so to potencialni naslednji ministri v vladi, ne? Pa če to postaviš v primerjavo z sedanjimi ministri, je to svetlobna leta razlike. Dajmo se še enkrat Zlobkota spomniti. Ne samo Zlobkota, tudi Klemna Boštjančiča. Konec, če daš Klemna Boštjančiča na tehtnico z Igorjem Mastenom, mislim, da... Ne. Preden preskočem, pa zgubim misel, ne? Ampak to, kar si vprašal, moj odgovor je jaz mislim, da Logar verjame v svoj projekt, pa bom tukaj, ker sem bil prej nekoliko bolj kritičen, izpostavil tudi to. Glavna zmaga, ki jo je po mojem ta njegov tabor dosegel še preden gremo v resen finiš tekme, ne, volilne, je to, da sem v zadnjem mesecu dveh slišal plejado levo-sredinskih mnenjskih voditeljev in komentatorjev, ki so kar naenkrat priznali, da tudi sami mislijo, da z Janšo nista nič dogovorjena. In že v tem mu je uspelo, ne? Ja, bi se strinjal, mislim, da pa bom rekel ta njegova po eni strani komunicirana ambicioznost, ne, ker bolje, da ti rečeš ljudem, da ciljaš na več, kot da se sprijazniš s tistimi nekaj odstotki. Malo je tudi dejanska, bom rekel, ta ambicioznost. Ne bom pozabil, ko me je Logar vprašal enkrat tako izven kamer, ne, kako ocenjujem njegov domet, pa nisem dal tako visoke ocene, kot bi si želel, ga je kar malo pretreslo. Videl sem to na lastne oči, ja. In kot tretje, ne, se mi zdi, da malo računajo pa tudi še na soočenja, ko bo imeli nekoliko več časa. Ja, in v soočenjih bosta tako, tu pa je rezerva Prebiliča in Logarja. Jaz mislim, da v soočenjih bosta
bosta napredovala, ampak sta v bistvu predvsem Prebilič, ne, si je velik zaostanek nabral. Ne. Sam ta stavek, preden gremo naprej, in pri Prebiliču in pri Logarju smo se mal vrnili nazaj na ankete. Ne. Prej smo govorili o tem inženiringu, kako je to vse konsolidiral z raznimi agencijami Golob. Jaz bi rekel in bi se vrnil na Novo mesto. Ne. V Sloveniji polnega trga jezne množice anketa ne zazna. To je slabše kot v Srbiji, kjer dejansko poln Novi Sad ali pa Beograjske ulice ankete zaznajo. Ne. Se pravi, tukaj bolj kot pod kontrolo, kot ima to Vučić v Srbiji dejansko. Ja, no, je pa res, da tudi opozicija tega polnega trga ne zna potem kanalizirati v neko svojo korist. Se strinjam tudi s tem. So pa ankete, ki smo že pri anketah, ne, močno zgrešile, bom rekel, oba referenduma, ne, ki sta bila izvedena, sicer smo pa v letošnjem letu pravzaprav imeli 4 referendumske zgodbe, ne, pa da spomnem morda, za katere 4 je šlo. Najprej tista o umetniških pokojninah, ne, ki jo je sprožila stranka SDS, z 92% proti uspešno, za las, niti ne za las, kar dobro presegli kvorum, ne, ker so koalicijski voditelji pozvali k bojkotu, ne, kar se jim je močno vrnilo kot bumerang. No, drugi referendum, ki je bil izveden, ne, konec novembra o asistiranem samomoru, ne, tukaj ni šlo za pozivanje k neudeležbi, ampak se je ta rezultat obrnil iz anket oziroma precej presegel, torej proti, glede na to, kaj se je napovedovalo. No, imeli smo pa še 2 predloga za referendum. Ne. Eno je bil od Mihe Kordiša oziroma njegovih njemu lojalnih sindikatov glede pokojninske reforme, ki so zbrali pičlih 11,000 podpisov od potrebnih 40, ne. In pa tista saga z referendumom o oboroževanju, ne, ki pa kar precej zaznamovala. Če grem zdaj samo na načelni ravni, pa še ne v detajle, bi rekel tako. Pri referendumu glede umetniških dodatkov ta enormna zmaga v odstotkih strani desnega pola ni bila presenetljiva iz preprostega dejstva, ker se je levi pol pozivalo k bojkotu tega glasovanja. No, ampak 400,000 ljudi je prišlo glasovati. Ja, kvorum je bil dosežen. Preko 40,000. Medtem ko trdim, da tista bistveno bolj resna mokra vaja pred volitvami je bila nedavno s tem referendumom o evtanaziji in tukaj se je pokazalo, da desna sredina ima svoj moment. Ne? Zdaj z mojo rahlo opombo, da je do zdaj pač 2-krat v tem letu, pa če vzamemo zraven še evropske volitve v lanskem, zmagala na tako imenovanih malih glasovanjih. Ko govorimo o malih, ne mislim nepomembnih, mislim malih po udeležbi, se pravi pod 50%, kjer desna sredina v Sloveniji tudi sicer beleži bistveno večje možnosti, da ji uspe. Ne? Nisem prepričan, da bo res kakšna posebno visoka udeležba tudi na marčevskih volitvah 2026, pa vendarle, če bo šla od 55 naprej, že proti 60%, je to teren in to so pa predsedniške volitve med Musarjevo in Logarjem pokazale, kjer se tekma prelomi praviloma na levo stran. Ja. Tudi ta referendum, če smo ocenjevali, recimo jaz sem računal preden, ker še nismo vedeli, da bomo nastopili pri politično, pa nismo vedeli, če bomo imeli rezultate, ne, ker je nehvaležna situacija. Jaz sem takrat računal, da če bo zelo nizka ali pa zelo visoka referenda, pomeni zmago levega pola, ne, oziroma tistih, ki so zakon podpirali, če bo pa se odgibala od 35 do 40%, bo pa to pomenila zmago proti. Ne. In tudi tako se je potem izkazalo. Ne. Zato, ker desnica ima svoj domet, ki je nižji od leve strani. In zato je v bistvu pot do zmage na volitvah desnega bloka je mobilizacija svojih, pa pasivizacija nasprotnih. Ne. Desnica ima višji zagotovljeni kvorum glasov, ima pa majhen razpon do svojega plafona. Tako je. In kadar sta obe strani v polni mobilizaciji, desnica zgubi. Ne? In zato leva stran potrebuje mobilizacijski moment in ta mobilizacijski moment so ideološke teme in pa Janez Janša. Pa še samo na en detajl bi opozoril, preden ti dodaš. Zanimivo mi je, meni, ne vem, lahko da nekaj čist narobe razumem, da je desna sredina na glasovanje o tako pomembnem simbolnem vprašanju, kot je življenje, smrt, torej eutanazija, vendarle pripeljala nekaj manj glasov, kot na nekaj zelo abstraktnega, kot so umetniški dodatki. Mogoče je tu fora v tem, da je tokrat zgradilo to podporo, je civilna družba zgradila in tu se je začela pribujati desna konzervativna civilna družba. Peter, ti mislim, da malo bolj proučuješ to in boš tudi prihodnje kak članek o tem napisal. Politika je bila pa v ozadju, ker Janša je bil tu preračunljiv, ne, ker je se bal poraza in bi bilo to slabo sporočilo pred volitvami. NSI je bila tema toliko blizu, da se je neki bolj angažiral, tudi SDS je potem
v zadnjem trenutku malo bolj, ampak bolj na skrivaj. In mislim, da je iz tega ta razlika prišla. Ja, in že Logar se je pa pojavil po volitvah, ko so ga potem se norčevali, da mu čestitajo za tajno kampanjo. Zdaj, kar se tiče, mislim, da sta dva zelo značilno različna referenduma to bila. Ko je šlo za umetniške pokojnine, je šlo za neko po eni strani bagatelno temo, vendarle za jaz bi rekel malo dolgočasno. Nekaj 10,000 evrov, ki se jih podeli pač tem upokojencem. Hkrati je šlo pa za simbolično močno temo v smislu Svetlana Makarovič bo dobivala tisočake. Zato, ker je zaslužna, da rekel, ščije po vsem, kar nam je pomembno, recimo desni strani. Na drugi strani referendum o evtanaziji, oziroma asistiranem samomoru je bil bistveno drugačen, ker je šlo tukaj za zelo intimno vprašanje, ko marsikdo na levi in marsikdo na desni morda razmišlja drugače, kot je, bom rekel, tisti preferirana smer, ki jo njihovi mnenjski voditelji dajo. In pa drugi akteri so bili v igri. Mislim, da se je pokazalo, da in cerkev in zdravniki premorejo neke mobilizacijske moči, hkrati pa, da je tukaj še ogromno prostora, ki se počasi morda celo začenja zapolnjevati z akterji, ki bi na tem civilno-družbenem bom rekel, področju nasledili recimo Aleša Primca, ki je po eni strani veliki heroj recimo te desno-sredinske civilne družbe, hkrati pa že rahlo tudi nekoliko rekel, oguljen v smislu, da se vedno na njega stavi vse kampanje in čas, da pride za njim še kdo, ki bo to zastavo prijel in Se veš, kaj sem jaz hotel reči? V bistvu, če vzameš ključni besedi, se pravi umetniške pokojnine in evtanazija, recimo, ali pa kaj drugega, ampak in vzameš Googlovo statistiko, se pravi Google Analytics, iskanje v brskalniku, sem prepričan, da je že tako izven referendumskih kampanj ključne besede evtanazija 10-krat več kot ljudi, ki bi iskali umetniške dodatke. Zato me je presenetilo, da je bila tule celo malo manjša mobilizacija. Je pa zanimiva še ena stvar, in sicer pri anketah, da so zaznali anketarji, da se ljudje proti niso upali v anketah izreči proti. Se pravi, to pomeni, da je ta družbena histerija takšna, da ljudje, ki razmišljajo drugače od vlade, niti več v anketah ne upajo povedati, kako razmišljajo. S tem, da jaz mislim, da ankete niso toliko zgrešile v smislu, ker niso napovedovale rezultat, ker one v bistvu ne napovedujejo rezultata, ampak merijo v tistem trenutku mnenje. In mnenje, jaz verjamem, da je točno tako, kot je bilo v petek ta razmerja, ampak tu je bila ključna mobilizacija. Tisti, ki so bili proti, tisti, ki so bili za, so imeli manjšo motivacijo, da v nedeljo pridejo na referendum, kot tisti, ki so bili proti. In tu se je razlika naredila in to smo tudi pričakovali. Jaz osebno sem to razliko pričakoval. Bi pa še, ker smo pri tem omenil še en, ki si rekel, ta tretji referendum, ki se ni zgodil, pokojninska reforma. Jaz mislim, da če moramo eno stvar najti pri Golobovi vladi, da so bili uspešni, je pa izpeljava pokojninske reforme. To jim pa dam. To so pa izpeljali, to pa niti Pahorju ni uspelo svoj čas to izpeljati, pa je imel levo vlado. Kaj šele, da bi Janši uspelo kaj takega izpeljati? Pahor je dobil referendum, ki ga Golob ni. Mislim, je fasov referendum na pokojninsko reformo. Tako je, in je potem, je bil referendum, se je omaknil. Bil referendum in je padel in to je bil tudi v bistvu začetek konca Pahorjeve vlade. In tukaj so pa uspeli reformo, ki je neizogibna, ne rečem, da je idealna, daleč od tega, ampak je nek najmanjši skupni imenovalec, kaj gre skozi, so uspeli speljati in referenduma ni bilo. Res pa je, da če bi enako reformo delala desna vlada, bi oni z mobilizacijo preko medijsko in tudi sindikatov, ki so bili pa zdaj večinoma so jih dobili na svojo stran, bi to zrušili. Tule ima ta odgovor, zakaj je za Roberta Goloba Luka Mesec večji od Aleša Šutarja v resnici. In kolikšno je tudi realen domet Mihe Kordiša, ki je nekako bil v ozadju teh sindikalistov, ki so te podpise zbirali. Preko 11,000 podpisov v enem mesecu ni uspel seči. Kar pomeni, da vendarle dobršen del tega področja še vedno vladuje levica, torej Miha Kordiš. Me zanima vajno mnenje malo o tem, ki je tudi ključno zaznamovalo leto,
kadrovanje. Ne. Videli smo Žiga Debeljak, Zlato Padalo že eno leto pred koncem mandata, potrjen naprej Damir Črnčec po odhodu Marjana Šarca, oziroma se predstavi na SDH, na mesto, torej ni več državni sekretar na obrambnem ministrstvu, zdaj skrbi za državne milijarde, ki so po svoje povezane tudi s tistim referendumom, ki ga ni bilo in je bil precejšen fiasko, ne, ko nas je cela Evropa spraševala, kaj se pri nas gremo, da razmišljamo o referendumu o izstopu iz NATO v tako napetih geopolitičnih razmerah, kot so. Ne. Pa morda še kakšen, recimo, policijsko kadrovanje, ne? Od Senada Jušića, ki evidentno ni izpolnjeval pogojev, je imel razne, bom rekel, konflikte interesov, ne? Od prijateljstva z tistim gostincem iz Kobarida, ne? Ki je obtožen trgovine z ljudmi, pa njegov brat in tako dalje, do njegovega naslednika Damjana Petriča, ne? Z SP-jem za urejanje nohtov, registriranim v skladišču KPL-ja. Ne? Ja, jaz bi se tukaj vrnil na tisto gesto, ki sem jo pri Poklukarju že na začetku naše epizode naredil, ko ne morem pozabiti tega, kako se je glasno trkal po prsih z besedo lojalnost. In to je ključna rdeča nit vseh imen, ki si jih naštel. Za Roberta Goloba je ključen kriterij lojalnosti, torej dobesedno omerta. Ne? Zdaj, zakaj, naprimer, pri Debeljaku, Črnčecu poteze, ki so v bistvu neposredno pred volilnim časom, pa je po mojem glavni razlog do zadnjega, dokler bo to mogoče, tudi če bo drugačna vlada še nekaj mesecev v nov mandat obdržati vzvodje na kapital po eni strani in vzvodje na medije po drugi strani. Ne? Tako da vidim v bistvu v tem, zdaj dejansko med njimi je razlika, ne? Debeljak, Črnčec so ljudje, ki imajo definitivno neka specifična znanja, ne? Imajo tudi nek svoj CV. Pri Črnčecu je valuta tudi to, da zelo dobro pozna recimo zamolčane skrivnosti nasprotnega pola, ima to sploh glede na njegov obveščevalni profil, po mojem, eno zelo konkretno ceno, ne? Na političnem trgu, medtem ko drugi, ki si jih naštel, Poklukar, Jušić, pa tale nesrečni Zlobko in to, ne? Petrič, ne? Jaz tega ne mislim kot žaljivko, mislim samo kot parafrazo znanega reka, kar bom zdaj rekel, ne, Američani imajo izraz useful idiot, torej koristni idiot, medtem ko za to skupino ljudi jaz trdim, da so nekoristni idioti, ne? Torej nikomur ne koristijo. Ne? Ja. Zasedajo mesto. Tako. Mislim, da ima ta težavo, ne, da Ja. političnih kadrov praktično nima sposobnih, ne? In potem nimajo dosti velikega bazena, na hitro so se sestali, na levici kadri so potrošna roba, to vemo. Ne? Se mi pa zdi, da ima zadaj operativce, ima pa močne. Mislim, da je tu dosti dobro povezan in to je, jaz mislim, da se ga ne sme Goloba podcenjevati in njegovi strategijo, ker so znali skonsolidirati ti dve, govorili smo že o medijih, ne? To pomeni, on ima na svoji strani Odlaska, ki ima za seboj 40 plus medijev od radio do revij in tako naprej. Ne? Ima za seboj Stojana Petriča. Ne vem, samo v decembru so državna podjetja, ne vem, 60,000 evrov v prvih 6 dneh oglaševala v delu, zdaj govorim na pamet, mogoče sem se malo zmotil, ampak velika vsota je. Ne? Po drugi strani pa ima povezavo z temi nekimi vrtički kapitalskih centrov, ki nikoli ne stopajo v spredje politike, Debeljak in vsi tisti, ki so v zadnji. In mislim, da je tukaj ta navezava z ministrom Boštjančičem, ne? Da tu je neka skupina ljudi za ministrom Boštjančičem, ki je kapitalsko močna, predvsem v teh paradržavnih podjetjih, in ti imajo interes, da Robert Golob zaradi nekih drugih poslov, pa potem je še tu energetika, ne smemo pozabiti, ne? Še tretja, kjer je pa Robert Golob tisti, ki je glavni igralec. Mislim, veš, mogoče se ne boš strinjal z mano, ampak jaz mislim, da dva od teh, ki si jih naštel, sta svojo nalogo v tem mandatu naredila. Žiga Debeljak, zdaj si me ti spomnil na to, ne? Če je bil, recimo, to se bo zelo bizarno slišali za nekoga, ki sedi na vrhu 13 milijard državnega premoženja, ampak če je bila njegova glavna naloga skozi oči Svobode ali pa Goloba samo to, da je za 3,5 milijona evrov nazaj pripeljal podjetje Salomon v Odlaskove roke in s tem konsolidiral velik del medijske scene, je pri njem že zelena kljukica zraven. Ne? Druga stvar, Damir Črnčec. Ne? Veljalo je dolga leta za ljudi kot je on, pa še za koga sicer, ki so postopoma odpadali od SDS-a, ne? Da se recimo Janša zavaruje v določenih situacijah, ima mapico o tem in o onem. Ne? Zdaj se te mapice še kako delajo tudi za potrebe Svobode in za Roberta Goloba. Ne? Tako da ona dva sta oddelala svoje, po mojem, vrhunsko. Ne?
Ja, ne, jaz mislim, da tukaj je velika razlika. Ja, dejansko tukaj imamo močne operativce na eni strani in pa potem pa res, ne, rekel, se mi zdi, dno ministrovanja smo pa dosegli z Brankom Zlobkom, ne, ki je bil ironično, bom še to povedal, ne, da se sprašujem, moram enkrat prav preveriti na volilni komisiji, kaj se zgodi v primeru, ko na listi zmanjka kandidatov za nadomestne poslance, s čemer Slovenija do zdaj še nikoli ni imela težav. Ne, ker načeloma ima stranka na listi v eni volilni enoti 11 ali pa blizu 11, če kdo kandidira v 2 okrajih, recimo 9-10 poslancev, mislim, poslanskih kandidatov, od tega več kot 4 nikoli niso izvoljeni, kar pomeni, da če recimo katerega izmed njih potegneš za ministra, ne, dobiš 5, morda 6, največ 7 zamenjav. Ne. Gibanje Svoboda je v 4. volilni enoti, iz katere je Branko Zlobko, ne, kandidirajo v Kočevju, potegnila, mislim, da zdaj že 9. mesto, mislim, da je je bil Zlobko na 9. mestu ali pa na 9. mestu tista ženska, ki je na mesto Zlobka zdaj prišla v parlament. Ne, torej, mislim, da samo še 1 ali 2 mesti nepokoriščeni sta ostali iz liste Gibanja Svoboda in se res sprašujem, kaj se zgodi, če potegnejo še 11. na kakšno ministrsko mesto. Ne? Jaz takim ljudem imam izraz za njih, pravim jim začasniki, ne? Ker kdo pri zdravi pameti bi v okolju, toksičnem okolju, kot je slovenska politika, vzel funkcijo, pri čemer vnaprej ve, da je za 3-4 mesece, pri čemer vnaprej ve, da si lahko z te funkcije naredi samo osebno škodo in nobene koristi. Ne? Ja, Branko Zlobko, ki ni zmožen povedati več kot 3 stavkov, ne da bi jih prebral iz lista, in ki je bivši policist, ki gre lahko v penzijo. Točno to sem zdaj želel reči. In potegne pač nekaj plač ministra in morda kakšen deal, ne? Točno to sem zdaj želel reči. Ko vleče Svoboda, ker to ni zdaj prvič, kadre iz poslanske skupine, za katere še nismo slišali na ministrska mesta, ne, se vedno potem potrudijo najti neko referenco, zakaj ravno na notranje ministrstvo. Ne? In potem pri Branku Zlobku rečejo, on gre na MNZ zato, ker je bil miličnik. Ampak poslušajte ljudje, ne? To je enaka referenca, kot bi za nekoga, ki ima težave z alkoholom, rekli, da je somelje. To ni to. Ne? Pač to ni to. Ne? In da takega človeka pa v tako kritičnem momentu potegneš na vrh represivnega organa, kot ti tam razpada preiskava, šutar je pa posmeh žrtvi, oprostite. Ne? Ja, ne, še posebej ob dejstvu, da pravzaprav je bil s tem postopkom marsikaj narobe. Ne? Pa bi morda še eno področje, ki smo ga že vmes načeli, pa še ne čisto obdelali, ne? Mediji v letu 2025, ne? Pa recimo najbolj zadnja, sveža, ne, dogajanje, pregon oddaje Tarča. Ne? Jaz začnem z enim primerom, pa bomo šli potem na širše implikacije. Žan Dolajš, novinar oddaje Tarča, zdaj že tako dolgo, da lahko rečemo karikirano, odkar pomnem. Ne? Zadnjih 6-7 let udarni prispevki, feljtoni, ki so najbolj zamajali razne centre moči, ne? In 6-7 let je okej, da novinar nima narejene fakultete, ima pač zaključeno srednjo šolo, ne? In pač dela najzahtevnejše prispevke na nacionalni televiziji. Daleč, da bi bil edini na nacionalni televiziji. Ne? Daleč, da bi bil edini. Ne? Če gremo po eminentnih novinarjih. Lahko greva še na kakšnega, ja, ki je tudi urednik Odmevov in tako naprej. Ne? Zdaj človek ne sme več delati zahtevnejših prispevkov, lahko je zadnjič bil kot gost v studiu, ne? Ampak reportaže ne sme več narediti zaradi formalnih pravil, ki so se zdaj po 7, ves čas so veljala, ampak po 7 letih se jih pa dobesedno po črki odloka upošteva, ne? Ker pač sporočila, ki jih je dajal zadnje mesece, nekomu predvolilno ne ustrezajo. Evo, s tem odprem to temo, recimo. Ne? Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar stoji za njimi. Till I'm gonna need somebody to lean NLB. Ja, primer Tarča je najbolj nazorni prikaz, kaj pomeni depolitizacija javne televizije. Ne? Vse tistih par uboščkov pod narekovaji, ne, ki jih niso smatrali za svoja, ki so jih smatrali, kak že nas je več. Imam še eno idejo, ampak nadaljuje. Vsi tisti, ne, so bili lahko izgovor za to, da so sprejeli zakon, kot so ga sprejeli,
ne, ki je še vedno na ustavnem sodišču, ne pozabimo, ne, in da so lahko počistili, nastavili kadre, ne bom rekel lojalne, ampak kadre, da lahko odstranijo tarčo, če to ne odgovarja oblasti. Oziroma so pripravljeni to storiti. Ne? Ker tarči pa res ne moremo očitati, če kaj, jim ne moremo očitati, da so pristranski v kjerokoli strani. In da si izbirajo mandat. Jaz jih ne bi koval v zvezde, v vsem, kaj počnejo. So tudi zgrešili, pa so tudi kdaj tendenciozni, pa senzacionalistični, ampak to se zgodi lahko komorkoli v novinarstvu, sploh danes, ko moraš hitro vse preveriti in tako naprej, ne? In pa malo tudi za šov, ne? Ker ljudje to radi gledajo. Ampak po drugi strani je vrednost tarče, raziskovalna pa sporočilna, toliko višja, da toliko bistveno boljšega prinese v medijski prostor. Ona je ena redkih in če ne edina oddaja, ki lahko danes, ali pa edin medijski produkt, ki lahko danes odnese ministra ali potencialno celo predsednika vlade. Čeprav to si ne bi upal trditi, no, ampak ministra pa. Ne, včasih je tudi Bojan Požar bil, pa mislim, da zdaj nima več te moči pod to oblastjo, ampak če pa tarča vzame tisto, kar je Bojan Požar pripeljal ven, ne, Pa gre. pa bo šlo. A ne? Ja. No, sej, Sanja Janović-Hovnik je padla po tarči. Ne? Dal si mi idejo glede depolitizacije. Veš, kako jaz vidim depolitizacijo recimo javne televizije pod Golobom? Se pravi, ti imaš prvi mandat, ne, z upanjem na drugega, v prvih 3-4 letih pogledaš, kdo iz vrst medijskih je uporaben za prehod v politiko, vzameš te ljudi iz televizije v strankarske vrste, to je itak inženiring politične levice v Sloveniji, ne? In ostale, ki ti ostanejo na RTV-ju, s tem depolitiziraš v bistvu. Ne? No. Mislim, zdaj, mimogrede drugi zakon že se sprejema o RTV-ju, tako da niti medtem, ko prvi je še vedno na ustavnem sodišču, pa bi dodal še to, ne, da smo ugotovili tudi, ne, da se je razkrilo pravzaprav po posredovanju Milana Zvera, ne, da je dejansko evropska komisarka Vera Jourova, ne, iz Češke, iz sorodne stranke Robertu Golobu, ne, to sodelovala, no, pri tem uveljavitvi oziroma odpravi zadržanja izvajanja zakona, ne. In kar se mi zdi v tem mandatu še izjemno problematično, ne, je pa, bom rekel, komuniciranje po odvetnikih. Ne. Se spomnim, ko smo se v osnovni šoli hecali, ne, ko se je nekdo postavil za nekoga, smo ga spraševali, če je njegov odvetnik. Ne. In se je to skoraj žaljivo, ne, v smislu, a si ti zdaj njegov odvetnik, ne, da zdaj njega zagovarjaš. Ne. Mi imamo predsednika vlade, ki je formalno tretja najvišja politična funkcija v državi, neformalno pa prva. Ne. In na poziciji predsednika vlade imamo človeka, ki ni pripravljen svojih torej grehov ali pa obtožb zoper sebe sam zagovarjati pred mediji, ampak pošilja za to odvetnika, ne, in še ta odvetnik si potem ročno, dobesedno izbere novinarje, ki mu ne bodo postavili nobenega podvprašanja, da jih zbere v sobi, da jim da izjavo, in novinarje, ki bi postavili kakšno vprašanje, konkretno novinarka Tarče, Vanja Gligorović, ne, je morala to sobo zapustiti. Ne, jaz bi spet bil malo slikovit na to temo, ker me to res kržila mi malo stop na vratu ven. Ne, se pravi, prej smo opisali ta proces. Imaš nesposobno vlado z nemogočim egocentričnim kakorkoli premierjem, ne? Imaš novinarje, konsolidiran medijski prostor, ki to uspe zapakirati tako, da ti podpora še vedno pred volitvami kaže zelo solidno, ne? Potem imaš Valikon in imaš Andraža Zorka iz Valikona, ki ga pošleš v razne podcaste in studije, da je tvoj odvetnik. Kako potem za vraga rabiš še drugega odvetnika, če jih je že cel kup pred njim? Ne? Ja, najboljše, da gre Stojan Zdolšek kandidirati, pa bomo njega volili. Ja, ne. Pri čemer se mi zdi še ena vrhunska manipulacija, ne, če se spomnimo. KPK je po postopku, ne, pripravil osnutek zaključnega poročila, ga poslal Golobu in Zdolšku, ne, ki ga je pač zastopal. Ne. KPK seveda, dokler zadeva ni uradna, ne more tega lansirati v javnost. Golob in Zdolšek sta v javnost podala komentarje tega, kar sta prebrala. Nista nam dala možnosti vpogleda v to, kaj komentirata, samo njune komentarje. Potem sta pa zablokirala postopek s tem, da sta spravila zadevo na upravno sodišče, dokler upravno sodišče ne odloči o tistem zahtevah Zdolška v poglede v stvari, ki so sporne. Ne, verjetno celo do volitev to se ne bo zgodilo. Ne bomo vedeli, kaj v tem poročilu dejansko piše. In viš, to moramo meniti, ko gremo pregled leta, to pa res skoraj smo pozabili, ne? Ampak takšno spodkopavanje
teh institucij integritete, ne, kot so KPK in podobni, pa tega nismo bili priča niti v prejšnjih mandatih. In ironija tega je, da Golob je na televiziji javno rekel, jaz bom spoštoval pravno državo, jaz jo spoštujem, če bo se zgodilo, kakorkoli bom takoj odstopil. Ne. Zdaj pa dela vse, da mu tega odstopa ne bo treba narediti, ne zato, ker bi KPK to ugotovil, ampak bo probal KPK diskreditirati in zadevo zavleči tako dolgo, ne, da do te odločitve ne bo prišlo pred volitvami, če pa bo pa kompromitiran predsednik KPK-ja oziroma komisija taka, kot je. Ne. Pozabili ste, kdo je v tem letu postal novinar, bil je pa nesojeni kandidat za komisarja. Tomaž Vesel. Imamo še v drugo smer, ko politiki hodijo v novinarske. Ampak radio Veseljak, ne? Razumete? TV Veseljak, pardon. Ne? To pomeni dostop do tistih volivcev, ki načeloma niso, ki so malo, rečemo, preprosti. Ruralni, ne? Da imaš tudi dostop do teh volivcev in znaš nagovoriti na svoj način. Ne? In TV Veseljak oziroma radio Veseljak, Golica TV, to je ravno, bom rekel, bolj konzervativna baza, ki posluša narodno zabavno glasbo. Ne? Predstavljajte si Tomaža Vesela, ko bo nekoč še drugič poskusil kandidirati za evropskega komisarja, ko bo poslal CV v Bruselj, v katerem bosta TV Golica in TV Veseljak. Izjemno. No, mislim, konec koncev se ne bo prvi kandidat, ki bi imel kakšne take stvari v CV-ju. Ne se slepiti, on ima svojo misijo v tem Odlaskovo-Golobovem imperiju. Ne? Gotovo že z svojim stolom, naprimer v nadzornem svetu Petrola in še kakšnim drugim interesom. Ne. Mi je pa zanimivo, kako hitro je nekako prenesel to dejstvo, da ga je Golob dobesedno takrat pustil na cedilu, oziroma da je se podredil takrat von der Leyenovi, ko se mu v resnici ne bi bilo treba, in se sprašujemo celo, če je bil takrat dogovorjen z Marto Kos, da je bil to manever, kako Marto Kos spraviti naprej, a je bila Marta Kos rezervna. Njegov predvolilni intervju z premierjem Golobom, ki ga je v bistvu žrtvoval oziroma vrgel čez ramo epizodno, je pa po mojem tisti najboljši manifest štokholmskega sindroma. Torej, da obožuješ nekoga, ki te tepta. Ne. Zdaj, da zaključimo malo bolj, bom rekel, v lepših tonih. Se mi zdi, ko smo pri medijskem prostoru, letošnje leto je zaznamoval tudi en zelo pozitiven medijski projekt. Ne vem, o čem govoriš. Začetkom maja je začel izhajati spletni portal zanima.me. To je, bom rekel, tudi zaznamovalo leto 2025. Jaz bi se navezal na svoj začetek. Rekel sem, da je postal povedati resnico junaško dejanje. Enako junaško dejanje, glede na mojo kar že zdaj dolgo medijsko kariero, pa je, da si recimo mi trije, pa je še neke ekipe za nami seveda, dovolimo tudi to, da je resnica vsakega nas treh nekoliko drugačna. In sobivamo pod isto streho v istem mediju, imamo izjemno dobre brainstorminge, kjer si pustimo, da vsak pove do konca. In jaz moram reči, da je to nekaj, kar dejansko po skoraj 20 letih mojega dela v medijih doživljam prvič. In to je dodana vrednost, ki jo verjetno navzven opazi še kdo. Jaz mislim, da je to ena naših ključnih vrednot, na kateri želim, da še bolj gradimo v prihodnje, ne samo znotraj naše ekipe, ampak da gremo tudi širše, da smo odprti za različna mnenja, ampak ne bleferska. To pomeni mnenja, ki so različna, a utemeljena in spoštljiva. In za katerimi lahko stojimo. In rekel bi, velik delo smo si nakopali, pa verjetno nam ga ne bi bilo treba, noben od nas, ampak nam, rekel bi, s portalom mi je bilo, ali pa nam je bilo bistveno lažje, zaradi tega, ker je bil Safari že uveljavljen podcast. To, da sta Safari dvignala v pol leta na nivo, kjer je imel, ko smo mi stopali z medijem, čez 10,000 ogledov vsake oddaje praktično, zdaj pa je že na 20,000 o rednih bralcih, je bilo bistveno lažje medij narediti in tudi pridobiti podporo za ta medij, kajti to pa si želimo, da imamo razpršeno financiranje, zato da lahko mi prosto govorimo o teh stvareh, od stvareh, kot jih ti, Mirko, zdaj objavljaš, recimo iz kroga ljubljanskih, potencialno koruptivnih dejanj in podobno. Pričemer spomni se, ko sva sedela, še preden sva posnela prvo epizodo Safarija, kakšne skromne želje glede dosega sva imela takrat, pa je še naju nekoliko presenetilo, ampak pri tem moram dodati tisto, kar se mi zdi bolj pomembno od samih številk. Po kakšni poti? Mislim, da lahko v imenu obeh rečem, da po težji poti, zato ker s prvo ali pa drugo epizodo nisva dala točno vedeti, mi smo za ta
mehurček, ne, in bi bilo lažje dobiti mehurček v celoti naenkrat, ne, ampak sva dejansko povedala, da pri nama te rdeče niti in predvidljivosti, kdo je zaščiten pred kritikami in kdo ni, ne. In to je bilo bistveno težje, pa je kljub temu uspelo. V tem smislu se mi zdi in podobno tudi na portalu, ne, nagovarjamo, rekel, neke bralce oziroma gledalce, ki imajo nekaj več poguma, ker so zmožni gledati oddajo, v kateri se ne počutijo nujno varne, v smislu, v kateri bomo morda preoprašali, izzvali tudi njihovo stališče, kar je danes velika redkost v medijih. Ne smemo si delati iluzij, da nas ne gledajo tisti, ki nas tudi ne marajo in nas gledajo zato, da se potem jezijo nad skoraj vsako drugo izrečeno besedo, pa vendarle bi rekel, da nam je iz samote praštevil na robu mehurčkov uspelo potegniti blizu 20,000 ljudi, je dosežek. Je dosežek, po drugi strani bi pa rekel tak, ne smemo pa zapasti to, da bi bili preveč sami sebi všeč. No. Mislim, da imamo veliko rezerve, da smo še boljši. Ne? Če pa ljudje verjamete, da to, kar delamo, da je prava stvar, dajte tudi podpreti. Podprite nas, ker več, ko nas boste podprli, lažje bomo mi delali tudi zelo zahtevne stvari, zahtevne raziskovalne teme, ki rabijo več vložka, več časa in posledično tudi več sredstev, da lahko to izpeljemo. Več, ko bo tega, večja, ko bo naša podpora, nismo popolni, daleč od tega. Zgrešimo tudi kdaj. V današnjem svetu, ko je vse od danes na jutri, ki moraš slediti omrežjem, medijem, ki brez preverjanja na prvo žogo nekaj objavijo in čez 2 dni si lanski sneg in si pod pritiskom tega se zgodijo napake, ne? Ampak mi probamo biti do svojih napak odkriti v smislu, da jih znamo tudi priznati. No? Tega si želim, da nam je to neko vodilo tudi za prihodnje in pa ta raznolikost mnenj, pa da ne želimo nagovarjati samo prepričane. No? To se mi zdi bistvena stvar, da želimo preopraševati neka ustaljena stališča, ne zato, da bi kdo stališče spremenil, lahko da si ga bo z našim provokacijo kakorkoli utrdil, utrdil, ampak samo zato, da si ga presprašuje, da ga kdaj postavi pod vprašaj, da vidi, če je na pravi poti razmišljanja, ali pa morda bi lahko sprejel tudi kak drugačen argument, s tem, da jaz ne trdim, da imam jaz ali pa ti Mirko, ali pa kdorkoli vedno prav. Ne? Enako. Ne. Evo, za konc morda samo še ena stvar, pa to je bolj vajna domena kot moja. Ne. Rok je že omenil prestop stoletja Luke Dončića. Ne moremo čisto mimo res izjemnih športnih dosežkov tega leta. Jaz bom kratek, malo sem razmišljal, kaj ti povedati na to temo, vidim pa eno usporednico pri košarki in nogometu letos recimo, ne. Gledam to žalostno evropsko prvenstvo, Eurobasket na eni strani, ne, ki se ni šel po željah, po drugi strani gledam te precej klaverne kvalifikacije za svetovno prvenstvo v nogometu, ne, kjer smo tudi potem zamenjali selektorja in tako naprej. In ugotavljam eno, ne drugo, seveda ni nacionalna katastrofa, po velikih uspehih obeh panog, ne, se pravi po naslovu evropskih prvakov 2017, po uvrstitvi še nedavno v izločilne boje evropskega prvenstva v nogometu, se nam pač preprosto pozna, da smo država s plitkim kadrovskim bazenom, tudi na športnem področju, v politiki to vsak dan vidimo, kako zelo plitek je, ne. In je to nek naravni cikel. Rekel bi pa, ne, da je lepo biti Slovenec v trenutkih, ko Luka Dončić nasuje 55 košov, ko so bratje Prevci in njihova sestra redno iz vikenda v vikend na prvem mestu zmagujejo s po 25 točkami razlike, ne, tako da več tega v politiki pa bi bili, ne, mogoče malo bolj sproščeni tudi v tem podcastu. Bi pa eno stvar bi rekel, ki si omenil košarko in nogomet, ne, ja, padci vzponi so, ne, je pa neka zrelost, se mi zdi, da ko pride do neke stagnacije, ne, ali pa nazadovanja, ne, da znaš takrat tudi nekaj spremeniti. No. Tu se mi zdi, da je nogometna zveza odreagirala bolje od košarkarske, pa nočem zmanjševati pomena uspehov, ki jih je naredil Matjaž Kek za slovensko reprezentanco. Tudi jaz ne. On je vrhunski trener. In to v dveh obdobjih, kapa dol pač. Ne? Ko pride čas za to, da se nekaj spremeni, to ne pomeni, da je on za nič trener, ali pa da ga zdaj pa pritiskamo stran od zaslug, ki jih je naredil, ampak je treba narediti nek prelom in nekaj na novo zastaviti. In enako je s Sekuličem, ne? To zaradi zadnjih neuspehov ni slab trener, ne? Tako je. In isto ampak pač treba je nekaj narediti. In imam občutek, da na košarkarski zvezi nimajo stvari toliko pošlihtanih, recimo
da deluje bolj kot neka klika, bi rekel, na podlagi tega, da vidim, kako močno se oklepajo te izbire Sekuliča. Na koga me to spomne? Pa spet ne bi rekel, Sekulič je izredno cenjen strokovnjak, sploh zunaj, ne, tam, kjer deluje. Ne. In to ne pomeni, da je on slab strokovnjak ali kakorkoli, ampak vse vidimo, da trenutno smo v neki košarkarski krizi. Ne. Ja, hkrati smo pa, zato se ne bi strinjal s tako zelo plitkim bazenom. Logično je, da ne moramo biti velesila v vseh športih, posebej ne v tistih, kjer je, se mi zdi, največja množica ljudi. Ne, tekmuje, se pravi nogomet, košarka, ne, hkrati imamo pa rekorderko v plezanju, ne, rekorderja v kolesarstvu, ki je zelo kompetitiven šport, ne nazadnje tudi še v mnogih drugih. Tako da, mislim, da kapo dol lahko tukaj. Res je. Evo, malo smo daljšo epizodo naredili, ker je vendarle pregled leta. Tako da hvala. Plus, da so neka poglavja samo za naše naročnike in podpornike, ne v sobotnem Safari Special. Tako, nadaljujemo še za tiste, ki imate med prazniki še nekaj več časa. 3 točke smo si pustili za naročnike in podpornike, zunanjo politiko in pa pobližje pogledati Roberta Goloba in Zorana Jankovića. No, jaz bi tukaj, ker nas pač gleda v teh rednih petkovih epizodah, seveda nekoliko širši krog kot potem v naročniških, izkoristil za eno mojo čestitko pred novim letom, pa bi rekel tako ena misel, ki je meni zelo blizu, od družinskega prijatelja, sicer kar znanega slovenskega alpinista, in sicer, če iščeš cilj, ostaneš prazen, ko ga dosežeš, če najdeš pot, pa je cilj vedno v tebi. Tako da želim to vsem nam, tudi našemu medijskemu projektu Zanima.me, pa tudi vsem našim podpornikom in gledalcem. Ja, gledajte, tudi naš portal Zanima.me, ki med prazniki tudi ne gre na dopust, bomo sveže teme objavljali še naprej dnevno. In tudi ta epizoda bo na Zanima.me. Tako je za naročnike in podpornike. Ne? In pozor, tudi v prihodnjem letu se vračamo, ampak ne takoj. Ne? Skratka, prvi petek v januarju si vzamemo prosto, drugi petek v januarju pa se znova vidimo z redno epizodo tedenskega safarija. Tako da vse dobro čez praznike in veliko sreče v novem letu.